soboto 5. aprila so na Pragerskem odprli že 7. razstavo pod imenom Cvetje, ki ne ovene. Na razstavi so se predstavili ustvarjalci iz vseh koncev Slovenije, pa tudi iz sosednje Hrvaške. Največ razstavljavcev ustvarja cvetje iz krepapirja, ne manjka pa tudi drugačnih in inovativnih idej. Obiskovalci so si lahko ogledali izdelke iz keramike in drugih materialov, pa tudi slike z motivi cvetja ter celo cvetlične kreacije iz Lego kock. Letos smo odprli 7. razstavo Cvetje, ki ne ovene, tako jo imenujemo. Je ponovno mednarodna, ker se nam jutri pridružijo prijatelji iz Hrvaške. Letos razstavlja v obeh dnevih okoli 180 razstavljavcev, danes jih je tu preko 100 in moram reči, da se vedno pojavijo kakšni novi, da se pojavijo tudi novi izdelki, da nas razstavljavke in razstavljavci vsako leto znova presenetijo. Tradicionalne razstave so po nekaj letih tudi pripeljale do ustanovitve Zveze slovenskih društev in posameznih ustvarjalcev cvetja iz krepapirja. Zveza je bila ustanovljena lani z namenom, da združi vse ustvarjalce in da ohrani bogato kulturno dediščino, ki so jo leta in leta ohranjale ženske s svojimi rokodelskimi spretnostmi. Mislim, da nam je tudi čas izredno naklonjen, saj tovrstne rožice postajajo vedno bolj popularne, če lahko tako rečem. Seveda nam nikakor ne gre za to, da bi izpodrinjali naravo, kajti narava je bila in bo vedno prva. Gre za to, da jo posnemamo, da ponujamo alternativo in da vsakemu, ko vidi naše rožice, mu zaigra srce tako, kot jo vidi v resnici v naravi. Rada bi posebej izpostavila to, da v Evropi je ta tradicija tudi živa še po drugih deželah, Poljska, tudi v Angliji, Nemčiji, ampak tako organizirano in na tak način, kot je pa pri nas, ni pa nikjer na svetu. Predsednica turističnega društva Breza ima optimističen pogled na nadaljevanje tradicije. Da pa se pravzaprav nekako ne bojimo preveč za naraščaj, kaže tudi to, da v šolah to izdelujejo, da sodeluje vsako leto vrtec, da sodeluje vsako leto šola, da pa se mladi lotevajo tudi drugačnih materialov, pa vidimo, da posodabljajo izdelke in da jih vidijo mogoče tudi tam, kjer jih mi starejši ne vidimo, ne? Tako da je pravzaprav zanimivo za vsa področja in za vse starosti.